Spoštovane, spoštovani, na današnjem pogovoru pri damah gostimo Vlada Pivca. Kako se sklanja? Vlado Pivec, Vlado Pivca, Vlada? Glej, Vladota Pivca smo tudi že rekli. Lep, dober dan, dober večer, Vlado. Ja, dober večer tebi tudi, Pivca. In z Vladotom se bomo trudila čim bolje predstaviti njegov prvenec kratkih zgodb Krajšnice. Vlado, čestitke ob izidu. Ja, hvala. Se imaš tudi določene zasluge pri tem? Ne? Ja, no, mi smo, Kulturni center Maribor je to izdal, to smo mi objavili. Torej, kako pride do tega, da človek začne pisati kratke zgodbe? Pravzaprav je nekako se je vse skupaj začelo že davno, 30-40 let nazaj. Jaz nisem mestni človek, jaz sem se v razpodeželja, tako kot večina od nas, in smo že od malega bili navajeni, da smo poslušali najrazličnejše zgodbe, ki so pripovedovali stari in tako naprej. Ampak problem je v tem, da ko je človek mlad in ko bi moral poslušati, ne posluša. In meni je zdaj strašansko žal, če se spomnim recimo svojih starih staršev, pa njihovih sosedov, pa prijateljev in tako naprej, ki so se včasih po večeri zbirali, pripovedovali najrazličnejše čudne pripovedi in tako naprej. Večino vsega sem pozabil, vsega pa vendar ne. Da jih nisi snemal. Žal ti je, da jih nisi snemal. Z današnjo tehnologijo bi bila to mala malca, ampak takrat pač ni šlo. Nisem si tudi seveda zapomnil, ker ko si star 15 let ali pa še manj, si strašansko pameten, ne poslušaš starejši in tako naprej. Kakorkoli, nekaj je vendarle ostalo, potem pa se seveda z leti nabira tole razne ideje, pripovedi. Marsikaj človek tudi sam doživi, vmes se pojavi kakšna taka izredna stvar, kot če se spomniš tistega popoldneva v lokalni gostilni z našim žal pokojnim bobnarom Marjanom Milošičem, ki je pripovedoval celo popoldne zgodbe iz svojega okolja. To mi je ostalo zelo v spominu. Ki jih je potem Bojan Tomožič zapisal v Konjski zaroti. Tako, ja, nekaj tega zapisal, je pa seveda bilo tega precej več v tistih urah in takšne stvari. Tako da sem praktično nekje začel pisati že zelo zgodaj, ampak to je nekje vedno obležalo v predalu. Še včasih, ko smo to na roke, pa potem na pisalni stroj, celo našel sem enega natipkanega nekje doma. Šele zadnjih letih, nekje bi rekel zadnjih 5, 6, 7 let, sem pa potem začel tisto malo izbrskal nekaj tistih starih zadev, malo predelal in potem večina teh, ki so pa tukaj objavljene, od teh 11 je pa napisano v zadnjem obdobju, no bi rekel zadnjem. Ni torej to ekstrat 30-letnega razmišljanja? Pravzaprav je, ne, recimo zgodba Kralj, ki je najstarejša od vseh teh, je nastala res dolgo nazaj. Zelo dolgo nazaj. So pa tudi recimo tako kot tista, ki je zadnja napisana z naslovom Dež, pa še nekaj, ki so pa nastale praktično nekaj mesecev nazaj ali pa lansko leto ali pa predlani, če lahko tu rečem, neka spodbuda mi je bila tudi to, da sem se pridružil eni skupini, literarni šoli, kako ne rečem, Tomo Podstenšek, pisatelj naš, no, je razglasil, da bo pač ena skupina se zbrala in kdor hoče se lahko pridruži, da se bo malo pogovarjali o pisanju in tako naprej. In jaz sem se seveda pridružil. Ja, bil sem seveda daleč najstarejši tam, ne. Bil sem jaz pa 5-6 mladih punc, kar je seveda bila dodatna spodbuda, da niti enkrat nisem manjkal na teh. No, in potem smo se tam pogovarjali in na najrazličnejše načine analizirali vse, kar je kdo napisal prej in pa tudi tam smo pisali in to mi je dalo neko spodbudo, se mi zdelo, zakaj pa ne. Odkot je pravzaprav ideja, da ti potrebuješ pisateljsko šolo? Joj, glej, no, to je... To izhaja iz nesamozavesti? Ne, veš kaj, jaz sebe nikoli nisem smatral za pisatelja. Jaz imel namreč nikoli, človek bi mogoče že v mladosti moral imeti včasih kakšno mogoče spodbudo, da bi ga kdo malo nekam, ne, ampak te sreče jaz nisem imel. Jaz sem bil v osnovni šoli, sicer seveda slovenščina pa spisi, pa to ni noben problem, ne. Potem sem šel po srednjo šolo, kjer pa pri slovenskem jeziku pa pri pisanju raznih šolskih nalog potem nikoli nisem dobil več kot 3 od ene zelo prijazne profesorce, ki jo imam sicer zelo v čistih, ampak ne, pač
pač ni šlo, no. Očitno nekaj ni bilo vredno. Ne. Zdaj, da nisi imel spodbudnega okolja, to me malo jezi, me žalosti, me vrže v drugi tir. Ne, spodbudnega okolja v to smer. Avgusta leta 2018, drugi tir. Bila smo namreč skupaj v bendu, CZD. No to je res, ampak če to ni bilo spodbudno okolje, eno drugo smer. Ne za pisateljstvo. No točno to, ja. Za literaturo. Sploh ne za take vrste zgodb, ne, ker to je vendarle, ne vem, vsakdo, ki prebere, si postavlja svoje mnenje, ampak mislim, da smo takrat, ko smo bili v bendu, pa v tistih časih pisali, ne igrali nekaj drugega. No, ti si edini od nas bral, ne? Ti si bral literaturo vedno. Dobro, jaz sem imel srečo, da sem odraščal v takem okolju, da ko sem se jaz rodil, je bila hiša že polna enih knjig in tako naprej. In smo nekako s tem živeli, no, danes je to mogoče malo težje razumeti, no, ampak to, no, pa ravno je samo ti si bral, mi pa smo pisali pesmi. Vi ste pisali, jaz pa bral, evo, no. No, potem pa, ko človek vse prebere, ne, ko ni več, si pa sam napišeš eno. Dobro, to, sicer pa Panka je tudi noter, ne, plakat Sex Pistols visi na steni. Na tvoji steni ali to na steni od koga že? Zdaj me sprašuješ, če je kaj avtobiografskega, kaj, no, nekaj že, ampak ja, takrat v tisti cajti, veš, da sem imel Sex Pistols na steni, ne vem odkot, no, ampak nekje se je našel, ja. Zakaj pa se je našel v kakšni zgodbi, naprimer Džun? So zgodbe malo avtobiografske, ne? Ne, ker mislim, ko je človek enkrat toliko star, kot sva mi dva, potem je seveda logično, da marsikaj doživel v življenju in si težko predstavljam, da bi napisal neko zgodbo, kjer ne bi bilo čist nič avtobiografskega. Je bilo vse malo resnice. Ja, no, vse vedno je malo resnice. Čeprav je resnica mogoče malo, se veš, ne, pač malo olepšana in tako naprej. Razen ene stvari, če lahko to omenim, ne. Ene edine samstvene stvari v zgodbi po zimi se temu pripovedovalcu oziroma glavnemu junaku zgodi, da gre po cesti in pade in mu počejo hlače na, oprosti izrazu, na riti. No, in to je edina stvar, ki je res, ne. To se pravi, jaz sem šel v Celju na sejem in sem dvignil nekaj in mi je v gvantu in mi poči hlače in potem kaj narediti, ne. In grem v mesto in iščem šiviljo in najdem eno staro gospo, ki ima šiviljski salon in ona seveda mi je te hlače zašila, jaz sem tam za zavesico postavil in na koncu mi je rekla to, kar reče junak v tej knjigi. Nič mi niste dolžni, gospod, ste mi tako veselje naredili, veste, nisem že 30 let videla moške v gatah. No, to je edino, kar je res tako. Vse ostalo pa. No, to bomo preverili. Gospe, drugič bomo gospod poklicali v šiviljo v intervju. Ok. Ja, ampak zdaj literarna kritika bo rekla svoje, še ni, ampak na hitro branje bi mogoče to lahko označili kot en realizem, ne? Ni? Pa več ali manj res, ne, razen mogoče te prve, te zgodbe Zajec, ne, ki je pač na tem literarnem tečaju bila, ali pa one Dež na koncu, ki vsebujeta neko določeno mero ene fantastike, mogoče sem jaz tele neke fantastične pod narekovaji elemente pridobil s tem, ko sem se iz Slovenskih goric preselil na drugo stran Drave, v Haloze. In ne res. Skriba na hrib. Ja, res, se nič ni spremenilo, ne, okolje je popolnoma enako, ljudje so čisto isti in fizično in vse, ampak zgodbe so drugačne, ne, in potem ne moš verjeti, kaj vse. Zgodbe so drugačne, ne. Jaz sploh, mislim, bom še kdaj kaj napisal, ampak tisti, ko sem jaz poznal te ljudi pa okolje in tako naprej, jaz nisem mogel verjeti, no, to je popolnoma, ravno zaradi teh zgodb, popolnoma drugačen svet, ne, in to je fino in bo treba še uporabiti, tako naprej. Tam se, pravzaprav se mi zdi ta, ko si rekel, realizem in pa neka fantastika, kar nekako prepleta, sploh človek, ko poslušaš te ljudi, njihove doživljaje, njihovo življenje, sploh ne veš, kje se neha resničnost, realnost, kje pa se začne ena fantastika. Kje je Luna, kje je Mars? Evo, točno to. Prej si omenil slovensko literarno nagrado in tam seveda si dobil prvo nagrado za zgodbo Zajec, ki je tukaj prva objavljena. Ja. In je seveda tudi drugačna od ostalih, ne. Sem malce po jih žirijo potegnil.
Upam, ne, ne vem, kaj je bil pravzaprav razlog, no, ampak ja, hvala Bogu. No, treba je povedati to, ne, da na osnovi tega je tudi nastala knjiga, kajti prvo nagrajenemu smo pri založbi in pri Slovenski literarni nagradi obljubili tudi izdajo prvenca in knjige. Ta zajec je relativno nova zgodba. To je bila prva zadeva, ki si jo sploh v javnost... Ja, pravzaprav res. Ampak ta zgodba ni strašno stara. Ta je bila napisana nekaj pred tem razpisom za to literarno nagrado. Logično. Druga stvar pa je, da sem, če lahko to rečem, da sem ob tej zgodbi prvič se mi je zazdelo, da to nekdo bere. Ne samo ta žirija, ki je to prebrala, ampak potem sem se jaz pogovarjal s par ljudmi, ki so to prebrali, ko sem jo pač objavil tam in so ljudje prebrali. Na Kulturno-medijskem centru tako, Slovenije, ja, točno tako, KMCS, ja. Objavil in potem so ljudje to brali in potem sem jaz prvič v življenju poslušal njihova mnenja o tem, ki so bila, moram reči, pozitivna. Najbolj pa me je presenetilo to, ker je ta zgodba je pač tako malo fantastična o tem zajcu, ki je, pa ga ni, pa umre, pa živi, pa tako naprej. Zanimivo je bilo to, da so mi potem ljudje pripovedovali, jaz pa vem, kaj si ti hotel povedati. Ti si verjetno tista ona teta tam zadrugi, je sigurno, ona je pravzaprav mislim, skratka, tisoč enih variant, na katere jaz odkrito povedano nisem pomislil, ko sem pisal, pomislil sem mogoče na kaj drugega. Ampak še takrat se mi je zazdelo, da ljudje vendarle berejo in da jih je pritegnilo in da imajo nek svoj pogled in si ustvarijo neko svoje mnenje o zgodbi in to mi je seveda dobra umetnost bi bila takšna, da naj ponudi ljudem to, kar sami uspejo iz tega vzeti oziroma dobiti. In tu je izgleda, da nekaj kratalo prvič, in potem prvič logično, se je bila to prva stvar, ki je bila pravzaprav nekje objavljena. Ja, na Kulturno-medijskem centru smo ti objavljali kratke zgodbe oziroma objavljaš sam. No, pa ste tudi objavljali. Kot literarni dopisnik, recimo. In moram priznati, da smo tudi sami v uredništvu bili izredno presenečeni, da so kratke literarne zgodbe dobile takšen širok krog bralcev, kar prej ni bilo primer. In čemu bi to pripisal? Takšen interes, takšno zanimanje za literaturo, na primer. Mene pravzaprav... Ti si bil sigurno dosti prijatelj, da imaš na Facebooku. Pa niti ne, no. Moram reči, da sem jaz bil verjetno še dosti bolj presenečen, kot kdorkoli drug, ko sem videl številke, koliko ljudi si je to ogledalo, prebralo, ne prebralo, ampak ja, pogledalo, ampak vsaj delno prebralo. Ja, ne moremo vedeti, ali so prebrali, ampak številke so bile res zelo visoko. Ja, mene je strašansko presenetilo. Nisem si mislil, da se bo to zgodilo. Mogoče, pa sem že začel razmišljati, mogoče je letni čas primeren, nekje prehod pomlad na poletje, kaj pa veš, no, ampak kakorkoli. To je zdaj realna skromnost ali lažna skromnost. Ne, saj jaz koliko vem, da so zgodbe super, ampak malo se to vse veš. Ja, to ko poletje pa se. Ne, res je bilo presenečenje, no, in upam, da bojo te številke še nadaljevanju tudi vse približno take, no, kot so. Ja, številke bi bilo v redu, če bi se ponovile še v papirnati obliki v knjigarnah, da bi število prodanih izvodov šlo v to smer k tej številki kot prebranih zgodb na internetu. Ja, zdaj mogoče pri tebi bi mogoče lahko rekli, da si nekje na pol poti med pesimizmom in optimizmom, kajti pri marsikaterem drugem avtorju, kot urednik moram ustaviti, da ima malce poskusiti potisniti zadevo v optimistično smer. Ampak pri tebi je malo naslovov takšnih, kot so Mrlič, Zima ali pa Po zimi, recimo, pa Obešenec, pa Dež. Drugo pa protipol pa je Srečna zgodba. Dobro, Pred bolnico mogoče ne bo čisto srečna. Pol leta staro veščo, to mogoče bolj v druge smeri vleče. Doktor odhaja. No ja. Kako bi samo označil? Si bolj na pesimistični strani ali bolj na optimistični? Pravzaprav, če pogledaš, so vse te zgodbe več ali manj
končni fazi proti koncu potegnejo na plus, ne, to se pravi na optimistično stran. Zdaj zelo konkreten primer je zgodba, ki si jo omenil, to se pravi Obešenec, ki je nastala res na dušek, koliko pa čas rabim, ker počasi tipkam. Ne. Po noči sem se zbudil in nisem mogel spati in sem dobil neko idejo, ampak ko sem drugi dan začel pisati, je tisto zgodba izgledala precej v osnovi, namen je bil, da bo precej grozljiva in da bo na koncu zelo temačna in tako naprej. Ampak ko sem začel pisati, jaz pač očitno ne znam napisati neke grozljive, temačne, pesimistične zgodbe in dlje, ko sem pisal, na koncu je bila precej drugačna kot tista, kar sem najprej mislil napisati in seveda na koncu spet v eno do neke mere humorno zadevo. Ne za vse, niso vsi ravno srečni v tisti zgodbi proti koncu, ampak kakorkoli daje vsekakor pozitivno, no, nekatere stvari razrešuje in tako naprej. Vsi vemo, da smo že, ne vem, danes ne sledim toliko, kaj ljudje berejo oziroma kaj morajo brati recimo v šolah za obvezno branje in tako naprej, ampak če se spomnimo našega šolanja in vsega, v glavnem večina te literature, ki je bila zelo temačna, pesimistična, brezizhodna, vse veš, ne. Tudi filme smo nekoč take snemali, ne? Če ni na koncu glavni junak se zapil ali pa skočil z mostu, pol pač nima neke umetniške vrednosti film ali pa knjiga ali karkoli. Ne? Danes pa vsekakor se mi zdi, da se da ena normalna, fina, dobra literatura pisati tudi na malo bolj spodbuden in svetov način. Sem pač tak človek, no, jaz sem sicer, kot pravijo, tisti, ki me poznajo, znam biti presenečna tečka in kaj zvem kaj, ampak ne ti, drugi. Ne. Ampak na koncu sem vendarle že po naravi nek optimist in se mi zdi, da mi na koncu vedno to nekako, se mi zdi, da pa vendarle neke grozljive z grdim koncem zgodbe, ne vem, ne bi rad napisal. Še vedno bereš toliko, kot si bral v času muziciranja, precej zadev? Ne, nažalost ne. No. Nažalost ne, čeprav, ja, veliko berem, ja, dosti berem, ampak toliko pa ne več. No. Tudi se mi zdi, da mogoče je to krivo to, ne, da gremo proti penziji, imamo vedno manj cajta. Ne, ampak ne, manj, definitivno manj. Ampak še vedno mi je, sem obdan s knjigami in doma imamo vse okrog polno nekih knjig in vedno nekje je, ne, in ko nekje sedeš ali pa imaš čas, vedno nekaj vzameš pa nekaj bereš. Ne. Tudi tvoje. Domačim avtorjem mogoče slediš, slovenskim? Zadnje. Koga omenijo, ali lahko se tudi izogneš? Ne, ne vem. Ja, sledim, seveda sledim. Prej omenjenega, nazadnje domači sem bral prej omenjenega Tomota Podstenška, ki sem ga pač na tisti literarni delavnici osebno uspel spoznati in se mi je zelo fajn in zaradi tega berem. To je nazadnje, kar sem od naših prebral, drugače pa ne bi o imenih. No. Vroče pa berem, ja, spremljam seveda. Spremljam, karkoli se pojavi, kakšna noviteta, pa da ljudje malo rečejo, da je okej, tako je v knjižnico. Pa. V knjižnico? V knjižnico, ja. Nekatere stvari kupim, nekatere stvari pa v knjižnico. Zlatko Zajc je napisal navdušujočo spremno besedo. Naprimer, če ga malce citiramo, bralca bo posrkal tok njegovih pripovedi, iz katerih skozi nergaški humor žari igrivost in razumevanje za soljudi in za življenje, ki ga konec koncev ni treba jemati tako hudo resno. Mislim, da to dost opisuje, dost točno, opisuje tudi tvoj karakter in pa tudi hvaležen tvoj način. Zlatko za tole, ja, kar je napisal, ampak to, ko sem prej rekel, ne, pač na nek način res ni treba imati življenja preveč strašansko resno. Poleg tega pa nergaški humor, ki ga omenil, to je ena od značilnosti. Mi smo, se spomniš, ko smo bili mladi, pa smo se družili, vse skupaj šlo nekako skozi humor. No. Kakorkoli, bilo je cel kup duhovitih ljudi okoli, ki so znali, tudi moram reči, da je tudi moj pokojni oče bil zelo, kar se tega tiče, zelo
pod narekovaji humorist, no, pa tudi stari starši, pa nekako od malega s tem živiš in z nekim humorjem, črnim humorjem, drugačnim humorjem, kakorkoli, ampak vendar le humorjem, no. Tudi takrat, ko jim v enih drugih časih, ko jim je bilo pač malo težje, so nekako to prebrodili s humorjem, pa zato se mi zdi, da je to en nujni del in tale neki, bi rekel, podeželski kmečki humor pa mi je pa sploh blizu, ne, to je pa sploh super. In upam, da bom še zdaj, ker tiste, kot sem rekel, slovensko-goriško-haloške zgodbice in pripovedi in tole poslušam od starejših, od mladih in upam, da bom še kaj takega kdaj napisal. Ne, to se ti zanimivo pojava, ne, v slovenskem literarnem prostoru. Ne, ker vsa umetnost, vsi umetniki, vso ustvarjanje, vse sili v mesto, v urbani prostor. In vsi se želijo predstaviti kot urbani ustvarjalci. Da ti pa lepo sprve, da ti je najbolj pri srcu hribovja Slovenskih Goric in pa sedaj Haloz. Ja, definitivno. Jaz sem celo življenje, razen enega kratkega obdobja, ali leta dve, ko sem živel v Mariboru, celo življenje preživel na podeželju nekje, ne, zdaj v različnih krajih, ampak na podeželju. In vsaj po tem, kar sem prej omenil, da se pravi po humoru, po dogodkih, potem se ljudje praktično res ne razlikujemo današnji podeželjski, mestni, kakorkoli. Jaz se ne bi rad delal, da sem nekak hud intelektualec, urban in kaj vem kaj, ker to pač preprosto nisem, no, in ne bi se rad zdaj maskiral nekaj drugega in se trudil na neki drug način, čeprav se kakšna moja zgodba se vrati definitivno dogaja tudi v mestu, ampak na koncu, kot sem rekel, ne, jaz ne čutim ene strašno velike razlike med meščani pa podeželjani, no, ker na koncu vsi delamo nekje v kakih mestih in tako naprej, živimo pa zunaj ali pa obratno in meni se to ne zdi toliko strašno pomembno. Ja, pa seveda, mesta so vedno večja, tam se več dogaja, tam je in zaradi tega tudi trend nekako to, tale, kot si ga omenil, ja, urbana literatura, urbano, za kar se mene tiče se lahko reče to, da se kmečki pisar, baš mi zime čisto eno. Odkud pa misliš, da po tvoje prihaja to, da Slovenci tako na silo želijo, vsaj moj občutek je takšen, tako na silo želijo biti mestni, urbani, intelektualni. Ker je to strašno, ne vem, to je strašno nobel, ne, ampak mislim, če si mesto, ne, pol imaš, kaj jaz vem, se veš, vodo, elektriko, internet, ne, kot da tega mi tam zunaj nimamo. Jaz živim tam Haloza, gor na hribu, mislim, Bogu za hrbtom imam internet, ko ogrom, to ni kaj, ne, to se pravi, ni nobene, ne vidim ene velike razlike, zakaj bi se moral človek delati, ne, da je nekje drugje. Logično je, ne, takrat, ko človek sam sebe išče pri enih 13, 14, 15 ali pa še kako leto čez tam, do nekega 18, 20, seveda se zdi človeku bolj nobel, če odkot pa ti doma, ne, pa rečeš, da si iz partizanske v Mariboru, ali pa če rečeš, da si gospodske v Mariboru, ali pa če rečeš, da si z Vidma pri Ptuju oziroma tam cirkulan, odkudar sem jaz zdaj, ne, mislim, jasno, ne, ker pa te tako že malo imajo, vse veš, ne, si s podeželja, pa veš, ko sem prvič prišel v Maribor, v gimnazijo, recimo v šolo, vendarle je zgornja velika, odkudar sem jaz doma dobri 20 km prošte z današnjega aspekta čez blizu. Ampak takrat pa ni bilo, ne, takrat se je pa to zdelo nekje, kaj, ne. Pa ne vem, če ni z današnjega aspekta, z današnjega gledišča dlje, kot je bilo z takratnega. Tvoji sošolci so vsi prišli, no vsi, vsaj tisti tvoji prijatelji, so z mesta prišli na trate v klub. Ja, no, vidiš, to je pa, potem se je pa spremenilo, ne, potem pa se je spremenilo, potem se pa je ena zelo zanimiva stvar zgodila v tistih naših časih, da so ljudje hodili, kot praviš, ven, iskati nekaj drugega, ker tega pač Maribor takrat ni, ali pa ne v toliki meri ponujajo, kot je tam zunaj, kar je pravzaprav en fenomen, no, vse o tem knjige pišejo in tako naprej in tudi to zgodbo poznamo, ampak jaz sem svojim otrokom, svojim pač mlajšim pač vedno pripovedujem točno to, ne, da so takrat ljudje hodili ven k nam poslušati muziko na razne prireditve in tako naprej in da je čist brez veze govori, da si z mesta, če nisi, mislim kaj, ampak nažalost je to še zmeraj prisotno, no, to je. Bomo videli, kako bo še govoril o intelektualizmu in pa
urbani umetnosti in pa tem, kar smo se vse zdaj pogovarjala, recimo čez 5 let, okej. ko boš kandidiral za javna sredstva, za tvoj, naprimer, peti roman ali pa kratke zgodbe. Kaj je Ne vem. pomembno, če nimam še takih izkušenj, upam, da jih bom imel, ampak ne vem, se ti zdi, da je velika razlika, če mislim, imaš prednosti določene, če si z Gosposke z Maribora ali kaj, ali pa če si z Vidma pri Ptuju, No, zdaj, cirkularno. Dobro, okej, no, ne vem, ne Ja. bom trdil. najboljše je, če si iz Ljubljane. Ne? Ja, glej, ja. No, moja žena je z Ljubljane, Ljubljane? mogoče bom na to foro, kaj, no, evo, to pa je- veš, to je to že- pa, madam, To je velik plus. to pa je, ne. In če si iz Ljubljane, z Gosposke, naprimer, še boljše. Je v Ljubljani Gosposka? Zvole je, ja, Ne, ne točno, vem. je normalno, da drži. Ja. Ne, res ne. Vse, kot sem rekel, ne, ko si mlad, se ti zdi, moraš se oblačiti kot meščan, moraš, ampak danes je vse eno. Ne. Danes kamorkoli po svetu greš, so ljudje na videz enaki, enako se oblačijo, enako se obnašajo, enako. Mislim, vse enako, ne vem kakva bi zdaj bila razlika, če si z Gosposke v Ljubljani ali pa cirkularno. Jaz mislim, da ravno tole, kar sva se sedaj pogovarjala zadnjih 10 minut, je pomemben razlog, da bi slovenski bralci kupili tvojo knjigo. Ta drugi pogled, drugačen pogled, ki ga v slovenski literaturi ni opaziti, ker se ga mogoče sramujejo, ampak ti nisi starodobni pisatelj, ti si prestopil to mejo, ne? Nisi, ne moremo te šteti v, ne vem, generacijo pred nami, ne pišeš podobno kot Partlič ali pa Jančar ali pa Tone Kuntner ali pa, Ali pa ne moj, vem, ali pa moj foto, ali pa tvoj recimo, foto, ja, no, ja. vse končni. To je res, ja. To je res, ja. Mojemu očetu, recimo, ki piše te pač zgodbe, seveda na drugačen način, logično, ena generacija prej, drugačnim jezikom, drugačno vse. On, če je kdaj prebral, ko sem mu tiste čist nekaj začetne, smo mu nekoč celo dal prebrati, no, ni bil ravno navdušen, ne. Ja, Ja. ker tvoje zgodbe imajo zelo sodoben jezik, celoten pristop, koncept, izredno sodoben, vse. Seveda so pa nekatere zgodbe ruralne, ne? Način ja. podajanja je tukaj čisto drugačen, je zelo v času, bi lahko rekli. Ne? In zato menim, da je to izredno dober razlog, da slovenski bralci, ljubitelji literature, dobre literature, spoznajo tvoj prvenec. Glej, upam, To je izredno dober razlog za nakup Krašnic. Upam, da Čakamo sicer dobre kritike, ne? Ja, no, seveda, se razume. Ja. Zdaj, mogoče rečeva še kakšno, o kateri zgodbi, recimo Zajca smo malce obdelala, Džun smo se dotaknila. Če lahko omenim, Džun je pravzaprav, vsaka je nastala na nek drugačen način, ne? Ampak Džun je ena od tistih, ki je nastala, bi rekel, v sklopu teh literarne delavnice, na katero sem hodil. Namreč bilo je če lahko to na kratko napišem, bilo je tako, ne, vsak od nas, bilo nas je 5-6 takrat prisotnih in vsak od nas je napisal na en listek enih 5 zadev, ne me držati za besedo, mislim, da je bil en predmet, pa eno človekovo počutje, pa ne vem, 5 stvari skratka, ne. No in potem smo te listke premešali in je pač vsak enega potegnil in jaz sem, ime je bilo tudi pa take zadeve, ne. In jaz sem seveda potegnil listek, na katerem je bilo žensko ime Džun, pa neka zdolgočasenost, pa nalivno pero je pisalo, 5 stvari, ne. No in iz tega je pač treba napisati zgodbo, ne. In potem sem jaz napisal tole Džun, ne, in kar tak, ne. Nekako se, pa mi je pri srcu, no, se mi zdi, da je kar nekako ratalo, čeprav je tu prvo vse, to se pravi pripovedovalec oziroma glavni junak te zgodbe, no, en mlad mulc, ne, 14 let star in tako naprej in se mi
in sem bil cel čas malo prestrašen, mislim, jaz sem vseeno star že skoraj 60. In kaj pa jaz vem, kako danes razmišljajo 14-letniki, no, ampak ok, nekatere stvari se mi zdi, da so univerzalne in da so vedno iste, tako so bile takrat, ko smo bili mladi, pa ne vem koliko, pa 1000 let nazaj. In to se pravi odraščanje, neko zaljubljenost, prebujanje nekaj strasti in tako naprej. In da vem, iz tistih petih nekih besedic na listku je pač nastala ta zgodba. No, to je pač en tak način. No. Zdaj, glavni junak v zgodbi Džun je mogoče malce plašen, malce nesiguren v odnosu do žensk. Ne? Ja, mogoče samo, to pa je mogoče malo avtobiografsko, veš. 14 let. Pravno to ni avtobiografsko, verjetno. Kaj? No, hvala. Je. No, je. A to zahvala? Ne, je. No, skoro malo sem, ja. Boljše mačo kot... Ja, glej, vedno, ne. Pa če si z mesta ali s podeželja, ni važno. Ja. No, katero zgodbo še lahko malce... Recimo, Kaj bi... Ja, no povej. Daj ti, Bari. To se pravi, Doktor odhaja. Ne? Okay. Doktor odhaja je zgodba sestavljena iz 5, 6 ali 7 ali koliko jih je že podzgodbic, ne, ki je doktor, to se pravi zdravnik, podeželski zdravnik, ki odhaja v penzijo, svoji naslednici pripoveduje, kakšni so ljudje in kaj se tam dogaja, ne, kjer je na vasi, kjer ima on ordinacijo. Ne. To je ena od najstarejših in je dolgo nastajala. Ne? In nekako imam še vedno v planu, da bi z tega naredil nekaj širšega. To se pravi eno zgodbo na tak način, da pač mlad zdravnik pride na podeželje in kaj se mu dogaja in dokler ne gre v penzijo. No? Kakorkoli, da bi bila kot neka roman, mogoče kdaj ali kaj takega. Ampak ja, mi je nekaj zadev, ki sem jih kdaj slišal, notr pletenih in tako vse ostale mi je tudi ta pri srcu. Treba je povedati to, kar so tudi tvoji bralci opazili, kar smo v komentarjih lahko prebrali, da je prebral na dušek, komaj je čakal, da pride do konca, komaj je čakal. In tudi sam imam ta občutek, da izredno dobro znaš zainteresirati bralca, češ, moram na naslednjo stran, kaj se mu bo glavnemu junaku ali pa junakinji zgodilo. Tako da... Ja, ne vem, meni je največ ljudi mi je, ja, ravno najbolj v spominu se mi zdi ostal tisti del, ker o pokvarjenih gobah, o strupenih gobah, pa pokvarjenem hladilniku, pa o suhi ženi, pa debeli ženi, pa suhe može. Skratka, mislim, ne, humor spet na neke vrste, malo črni, malo manj črn, ampak se mi zdi, da ne vem, na to so bili zelo pozitivni komentarji, ja. Do zdaj vsaj, no, kaj bo pa kritika rekla, pa tako kot si rekel, bomo videli. Kritika bo morala biti vse na tem nivoju. Namreč težko je pisati, mislim, da se izogibajo kritiki dobrih knjig. Ampak ja, dajmo malo povedati še o srečni zgodbi. Kaj bi srečna zgodba? Mogoče to razjasniš malce poslušalcem, bralcem oziroma potencijalnim bralcem, sedaj gledalcem SITV. Ta je, bi rekel, ni čist nova, no? Ni strašno stara, ni pa čist nova. No? Je pa nastala na osnovi enega mojega čisto... Dobili smo se z enimi starimi znanci, nismo se dolgo videli in smo se pogovarjali, seveda, tipično, ne počnejo tega samo ženske, tudi moški počnemo to, o enem tipu, o enem našem znancu skupnem, ki ga ni bilo poleg, ne. Se veš, na način, mater ima ta baraba srečo v življenju, no. In cel kup enih primerov, zakaj pa, kak lahko ima tako srečo, ne, se veš, ne migne, da ne bom rekel s čim, pa mu vse rata, ne, v življenju, no. No in potem sem se jaz par dni zatem nekaj razmišljal, pa sem mislil, ok, pa dajmo, no, zakaj pa ne bilo, ne. Daj napišemo o enem tipu, ki ima bedno srečo, no, ki se mu vse, česarkoli se loti, oziroma kamorkoli gre, oziroma s komarkoli se sreča, vedno se to nekako, če tudi na začetku ne zgleda, na koncu vedno obrne njemu v prid, ne da bi se njemu trebalo prav pretirano dosti truditi, ne. Na koncu bi to vsakrat na tak način živel, ne, pa imel tako srečo. Ampak ja, okej, no, se mi zdi, da je čisto vredno. Se na koncu tudi, če pomisliš,
ko človek nekako naredi en rezime svojega življenja, pa tako naprej se ti vendarle zdi, da nekako vendarle Da smo prevladajo. imeli srečo. Točno to, ja, prevladajo pozitivne stvari nad onimi negativnimi, pri skoraj čisto vsakemu. No. No, mislim, da to pa je revolucija. Zdaj, mi smo verjetno edina pozitivca v Sloveniji. Ja, resno, če bi človek naredil eno res seveda. bilanco, ne, vse smo računovodsko, ono fino, plusi, minusi. V najnem življenju vojne ni bilo, je bila. Kratka vojna. Bila, no ja, glej, Ja. za nekoga tudi zelo tragična, za nas ne, ni bila. Ja, točno to, ja, točno to. Smo eno dolgo obdobje pravzaprav miru in do neke mere blagostanja in enega hudega in tehnološkega in kaj znam kakšnega razvoja, no, in kar je vse po mojem mnenju samo plus, no. Največje trpljenje so bili, ko so bili zvočniki, ful na glas, pred na glas. Takrat cajtov muzike pa to, Ja. no. Benda. Daj mogoče Vlado Pivec, povej nam, zakaj se po tvojem v tem času je še potrebno ukvarjati z literaturo. Zakaj pisati? Je to samo iz lastne potrebe ali No, kakšno funkcijo ima po tvojem, kakšno vlogo ima literatura? lastna potreba definitivno je en faktor, ne, sigurno, ne, če se človeku zdi, da To sem rekel iz tega, ker mi marsikateri avtor reče, jaz pišem iz lastne potrebe, me ne zanimajo bralci. glej, jaz bi mogoče res kdo tako misli, ne, ampak ja, kar se mene tiče, mene so seveda zdaj, do zdaj, dokler so te zgodbe nekje ležale v predalu, one starejše, oziroma dokler nihče ni videl, je to res na koncu zgleda, kot da pišeš pač toliko, da imaš, da se ti zdi fajn, da pišeš. No. Ampak zdaj, ko so enkrat objavljene, pa me vsekakor zanima, kaj bo bralci o tem rekli, pa da bi čim več ljudi to vedel in se mi zdi že malo brez veze, če bi zdaj napisal vse, oziroma ko bom napisal vse naslednje stvari, da bi to nekje obležalo, pa nihče ne bi videl. Ne. Jaz ne vem, mogoče je res kdo tak, ki to res dela za neko svojo dušo in tako naprej, ampak načeloma se mi zdi to malo tako sprenevedanje, no pa poza neka, ne, češ, jaz sem zvišen na tem svetu, mene baš briga, kaj bojo oni. Ne vem, kar se mene tiče, ni res, no. Vedno je fajn slišati, kaj fajn pa, da nekdo reče, da si vredo to naredil, tako naprej, pa na koncu sem se v zadnjem času navadil tudi, ko sem se tam, kot sem rekel, družil z drugimi ljudmi, ki nekaj pišejo, tudi kritiko sprejemati, ker so v glavnem med ljudmi, ki pač enako stvar počnejo, dobronamerne in lahko si čist res, no. Nihče ne rad sliši, ne, če nekdo strašno šimfa njegovo delo, ampak se mi zdi, da so mi te stvari zelo pomagale. In definitivno ne bi obdržal nekaj samo za sebe. Ne, ni to. Poleg tega pa to, ko se vedno, zdaj se nasplošno vedno govori, ljudje samo še visijo na računalnikih, kaj vem kaj, pa ni res, no. Zdaj, na koncu ni res, jaz imam občutek, da ljudje še vedno dosti berejo. Pa na koncu suhoparni statistični podatki obiska knjižnic pa tega to kažejo. Ne. To se pravi, ne samo tisti, ki morajo brati, to se pravi razni šolari, dijaki, študenti in tako naprej, ampak tudi nasplošno, ne. Zdaj sem potoval pred kratkim in na vlaku, na ladji, vedno vidiš koga s knjigo. Točno to. Torej, odkot prihaja to, da v medijih ves čas slišimo, ljudje več ne berejo. Večer je sposoben, ali pa delo, so sposobni celo na kulturnih straneh na teden po dvakrat zapisati, da ljudje pa zelo malo berejo. Ljudje skoraj nič več ne berejo. Kaj je? Kot da je to neka mantra, ko nekdo začne to ponavljati, pa to se že dolgo let govori, ne? Ja. Ko začne nekdo nekaj ponavljati, pol je to pač naenkrat, trikrat ponoviš, pa je to že res, ne? Ampak jaz nimam tega občutka, no? Kako praviš, kamorkoli človek gre, ljudje berejo, seveda jih dosti vidiš s telefoni, s tablicami, z računalniki, kakorkoli, ampak ogromno, se tam tudi lahko bereš knjigo, se končni fazi tudi tam lahko bereš knjige, ne? Ni treba, da jih imaš v papirni obliki ali kakorkoli knjige, karkoli bereš, no? Jaz bi bil optimist, seveda, kot vedno, in bi rekel, da tudi ta tehnologija, pa to buljenje v ekrane, pozitivno, zakaj pa ne, no?
Zakaj pa ne? Na koncu koncev, če ti pa tudi ni nujno, da je strašno v nulo slovnično pravilno, karkoli že pišeš, klofaš gor dol, vseeno pišeš. In tole, če ne bi bilo tega tehnološkega napredka, bi verjetno bilo predvsem manj, se mi zdi, takega izražanja. In to je, kar se pa branja tiče, sem jaz optimist. Čeprav jaz osebno sem mogoče, ne vem, z ženo se pogovarjamo, pa ona raje bere knjige recimo na digitalni obliki, na tablici. Jaz imam še zmeraj, preferiram papir, ne, in se mi zdi, da je to, ne vem, malo bolj neki osebni stik, karkoli, no, čeprav je čisto v končni fazi koliko vseeno. Ampak ja, ljudje berejo. Ja, zanimivo. V medijih in tudi na televiziji, ne, pa vedno slišimo, da ne. Tako da pa se, če knjigarne pogledaš, vse v končni fazi so tudi v vseh teh naših shopping centrih, pa posod je vsaj ena, če ne dve knjigarni in tam noter kar je nekaj ljudi, no. In nimam občutka, da ne bi, no. Torej, dajmo se potruditi, da to knjigo kupi najmanj 5000 bralcev v Sloveniji. Na mesec. Ja, to je še boljše. Ja, kako temo še dajmo obdelati? Katero temo še dajmo obdelati? Predlagaj ti eno temo. Ja, glej, eno zgodbo še. Aha, obešenec bo pa sigurno se pesimistično končal. Ne, pa se ne. To je, mislim, da sem prej enkrat že vmes rekel, da je imela pod narekovaj namen biti pesimistična, ena taka črna, temačna, pa na koncu ni ratalo. Ne. Jaz sem vedno malo z eno določeno mero skepse je malo to, ko so pisatelji rečejo, ne, da dobi zgodba oziroma glavni junak ali pa nekdo neko svoje življenje in ko ti začneš pisati, gre čisto po svoje in jaz sem se vedno to malo tako mislim, ne me zezati, no mislim kaj. Se pa jaz pišem, ne, jaz sem tu gospodar položaja in tako naprej, ne. Ampak ko sem pa tole pisal, sem pa točno videl, jaz ko sem začel pisati, sem imel v mislih seveda neko približno, kako se bo to razpletalo, ne. In se na koncu res drugače razpletlo, seveda sem to jaz napisal, ne, ampak dlje, ko je šlo, pa dlje, ko sem pisal, bolj se mi je zdelo, da pa tisti konec, ki sem si ga najprej zamislil, vendar mogoče ni to, kar pa bi hotel povedati. Na koncu se sicer, ne bom ravno rekel, bleščeče pozitivno konča, pa tako naprej, ampak ja, ima določeno mero črnega humora v sebi sigurno in je na koncu tudi precej razčisti nekatere zadeve v enih odnosih treh ljudi in na koncu se mi zdi, da je pozitivno. Ja. Čeprav se začne seveda zelo tako, ne, drevo, pa vrv, pa obešen pes, pa muhe, pa ne, in človek misli, da bo pa nekaj groznega, pa na koncu niti ni tako strašno. Zdaj še eno stvar je potrebno pri tebi izpostaviti, oziroma pri tvojem pisanju. Namreč je zelo čist, bi lahko rekel, izdelan jezik, slog, lahko to imenujemo slog. Slovenščina kot jezik na izredno, ja, lahko rečem, na izredno visokem nivoju. A si to iskreno veliko obdeloval, predeloval ali si? Ne, pa moram odkrito povedati, da ne, no. Razen mogoče tole John, ker smo pač, kot sem že prej omenil na tej literarni delavnici, to stokrat šli skozi, pa vedno vsak ima neko pripombo, pa potem malo gor dol. Vse ostale so pa več ali manj precej, kako bi rekel, avtentične, to približno, mislim, strašno blizu temu, kar je bilo v osnovi napisano. Ja. Čeprav seveda, ko moja žena to lektorira, ne, ona reče, ti pa Fredo pišeš, tu bo pa strašno hitro lektoriranje končano in pol, ko gre skozi, ne, pa z rumeno označi, pa vse rumeno, ne, in pol si misliš, pa mislim, ne. Ampak okej, ne vem, mogoče mi je to, kar si prej omenil, pač dalo, to, da sem od malega pač dosti bral, pa take zadeve, drugače pa, no, ne vem, kaj narečem, no, jaz nimam izkušnje, ne vem, kako je to pri drugih ljudeh, kaj dajo od sebe na začetku, ne, ampak to se seveda bolj popravi 100-krat in tako naprej. Ampak prav veliko pa tega nisem popravljal, no.
Tudi to moram reči, recimo tistih najstarejših zgodb, tako je recimo Po zimi ali pa ta srečna zgodba, ki so zelo stare, ko sem jih zdaj po 20 letih, kako so stare, ne, vzel v roke pa prebral, pa se mi je vse skupaj zdela malo. Ampak na koncu sem se odločil, ne ostane take kot so, ne ostane take kot so, da čeprav bi danes verjetno isto tematiko čist drugače napisal, ampak logično, ne, se to je v končni fazi spremeniš in izkušnje in način razmišljanja in tako naprej in bi lahko bilo drugače, ne. Tako da v tej knjigi teh 11 zgodb ni, ko bi rekel, tematsko usklajenih ali kakorkoli, ampak so res iz najrazličnejše načine napisane, iz najrazličnejšo tematiko in se verjetno tudi točno vidi, da so nastajale eno daljše obdobje, ker so tudi v stilu precej drugačne, no, se razlikujejo druge od druge. No. Mogoče še vprašanje, kako pogosto ti se spraviš k pisanju? Vsak dan, recimo po uro, pa ure? Ne, nimam te neke, mogoče bi bilo, mogoče bi bilo strašno fajn, če bi človek imel neko določeno disciplino. Do neke mere občudujem ljudi, ki si rečejo vsak večer, ali zjutraj bom vstal ob 5:30 in bom eno uro nekaj počel, se vseeno kaj, laufal, psa sprehajal, nekaj pisal. Jaz nisem tak in se... Mogoče se za ti ne laufaš zjutraj? Se mi vidi, ne, atletski. Ne, hočem reči to, da vsake toliko, ne, zdaj nabira se mi zmere, ne. In hvala Bogu si zapomnim, zadnje čase si tudi večkrat kakšne stavke napišem, ko se mi kaj zanimivega pojavi. Pol pa tako enkrat bolj čez vikend, ja, pa enkrat na 14 dni, 3 tedne, ampak ko sedem, pol pa včasih sedim tudi od zjutraj do večera. Mogoče tudi malo povezano s tem, ker nisem ravno strašno hiter tipkar, ampak če bi lahko tipkanje pospešil, pol bi verjetno šlo tudi, sigurno šlo hitreje. Ampak tako, ja, kako bi rekel, tako v šoli, kampansko, to se pravi dolgo nič, pol pa... In se mi zdi, da imam, ta način mi je bolj blizu, ker se mi zdi, če bi zelo postopoma pisal nekaj danes, nekaj jutri, se mi zdi, da bi malo bi se mi izgubilo, pa na tak način se mi zdi, da zgodba nekako živi, če jo na dušek napišeš, ne? Vsaj tisto osnovo, no? Da pol nekako teče, no? Drugače pa se mi zdi, da če so presledki pa pri meni, to nekako ne bi funkcioniralo. Čemu bi pa pripisal to dejstvo, da veliko nas, starih punkerjev, starih rockerjev, no, to je zdaj grdo rečeno, ki smo se v mladosti ukvarjali z popularno glasbo, zdaj objavlja svoje literarna dela, teoretična dela, pesniške zbirke. Ja, res je. Meni se to ne zdi neka... bolj elegantno, je lažje, ali kako? Ne, meni se zdi, ja, no, gled, tudi starejši smo, ne, in bi zdaj, meni se to ne zdi neka huda revolucija, meni se zdi to bolj evolucija, to je meni se zdi to nekako logično, no. Se ti ne zdi logično, mislim, težko si zdaj predstavljam tebe kot bivšega frontmana CZD-ja v akciji, ko gledam te filme, ki še obstajajo, z tistih 30-40 let starih koncertov. Mislim, nekako ne bi bil več ravno čist prepričljiv, ne, če bi, tako si bil takrat, ne, z malo daljšimi lasmi se več, ne, pa v končni fazi malo bolj šlank, pa ne, bolj... Danes točno to zadevo pač na eno drug način predstavljaš. Meni se zdi to čisto logično nekako, da je do sem prišlo. Ko bomo pa še starejša, čez 20-30 let, pol pa ne vem. Bomo spet šli nazad. Možno, pol pa spet začeli skladati muziko, veš, pa ne vem kaj, bo pa tehnologija toliko napredovala, da nam bo pri tem pomagala. Ne, meni se zdi to, se mi pa po drugi strani zdi to strašno fajn, to, ne. Na koncu, če pogledaš, da smo vsi iz teh ansamblov takratnih gor, vsi na nek način nekaj čaramo, no, in še vedno, ne. Nekako to očitno nekateri več, nekateri manj, no. Ampak nekako stane to človeku, ne, in dobro, da je to. Ne veseli. Dobro, pa mogoče še malo o načrtih. Pripravi imaš 2 romana, ne?
Ja, glej. Veš, kaj srčno rad bi napisal, to se pravi o tem, tisto, ko sem rekel, neko izpeljavo iz tega doktor odhaja, pa rad bi nekaj od teh haloških zgodb, to pa res ne. To je pa, to so pa tako fajn stvari, no, da me je kar malo strah, no, ko sem jih jaz poslušal, od teh ljudi sem bil čisto navdušen. S kakim žarom ti strici, razumeš, 80 let stari pripovedujejo razne zgodbe, ki se ti zdi, da si je, pa to si je moral zmisliti, to ne more biti res, ne? Ampak potem slišiš zadevo iz različnih kotov in vidiš, da so se res dogajale neke prav stvari, ki so čisto na meji med realnostjo pa fantastiko in to definitivno nekako moram napisati. Ne? Poleg tega je pa to, kar smo se že pred časom pogovarjali o tistih naših doživljajih in razni dogodki, ki so se zgodili takrat okrog našega kluba na Tratah, pa muzike, pa vsega tega. Jaz bi... Ja, bi bil pravi. Ne vem, ampak mogoče malo bolj s humornega načina, pa tako, no, pustimo zdaj, tako smo rekli prej, ne pustimo negativnosti, dajmo... Resnih teoretičnih del na to temo je bilo že izdanih dovolj. To drugi, ki znajo, ste to naredili in to je drugo. Ne? Zdaj pa bi bilo mogoče to stvar bilo fajn še malo svetlih barvah, kar je pravzaprav na koncu bilo. 100% bestseller. 100% bestseller. Ja, ne vem, uspešnica. Vsaj za tistih 150 ljudi, ki smo hodili na Trate, nekaj ene. No, Trate so zdaj poznan klub mednarodno. Ja, gledaj, zdaj seveda je, ne. Ampak ko ste kratko, ko se spomniš, ko smo šli gor, pa smo razbijali zidove, to čisto fizično na začetku delali klub, tako naprej si nikoli nihče ni mislil. Ampak gledaj, ne. To stavbo klub za Mlinom so podrli, veš? To vem, ja, to vem, ja. Ampak gledaj, mogoče tako še boljše. Jaz sem prvo sem bil malo razočaran, ko sem prvič videl, da ga ni več, potem se mi je pa zdelo, je pa to vseeno, kako bi rekel, ne, šel v legendo. Ne? To se pravi, poleg tega lahko jaz zdaj napišem nekaj o tem klubu, se nam ne more fizično dokazati, da ni bilo tako. Točno to. Dobro, jaz verjamem, da vas je Vlado Pivec prepričal, da to knjigo obvezno kupite. Vlado, sklepna beseda je lahko tvoja. Sklepni stavek? Bom čisto odkrit, jaz sem še zmeraj malo presenečen, ne, da je ta knjiga po tolikem času vendarle fizično pred nami in tako kot sem nekje že enkrat napisal, jaz imam namen še vsaj 50 let živeti, ne, tu nekje. Ajde. Vsako leto knjiga, 50 knjig. Glej, na koncu bom lahko knjižno omaro napolnil svojimi knjigami, pa bom tudi stare dni imel eno dobro literaturo doma. Bravo. Vlado Pivec, najlepša hvala za iskren, dober pogovor, dinamičen pogovor in seveda iskrene čestitke še enkrat ob izidu prvenca Krajišnice. Hvala.